Heureka. Iz sveta znanosti. Predstavljajte si prijazno skupinico mladih v koprski kavarni, dekle in 3 fantje, s katerimi sem dogovorjena za intervju. Skoraj ne bi rekli, da so to resni raziskovalci, ki delajo na zahtevnem področju matematike. Prisluhnimo. Pozdravljeni, mi smo tukaj 4 člani Centra za kriptografijo. Naš predstavnik in še en član nam še manjkajo. Drugače pa smo tukaj 3 doktorski študenti kriptografije, Amar, Sadmir, Rene. Jaz sem pred 1,5 leta zaključila doktorski študij, jaz sem Nastja. Manjkata pa nam še Samir, ki je na postdoktorskem študiju, in naš predstavnik Enes Paselik. Lahko rečemo, da ste ena mednarodna skupina, saj ti člani prihajajo iz raznih držav. Ja, definitivno. Jaz sem v bistvu edina, ki sem iz Slovenije. Potem naš mentor živi na Švedskem. Imamo 3 člane, ki so iz Bosne in enega iz Mehike. Tako da tudi naši pogovori so večinoma v angleščini. Bolj redko pridemo do kakšnih drugih jezikov. Razen matematičnega jezika, ki vas vseh skupaj nekako poenoti. Tako, matematični jezik je pač za nas nekaj univerzalnega, tudi ko se pišejo članki, pač pišejo se vsi v angleščini. Seveda sodelujemo pa tudi recimo s Kitajsko, s Francijo, Nemčijo in raznimi drugimi državami, tako da ja, matematika je nek univerzalen jezik. Odkot zanimanje za kriptografijo? Bi lahko vsakega posebej vprašali, prosim? I'm René Rodriguez from Mexico and I'm studying cryptography here at the doctoral. Sem René Rodriguez, prihajam iz Mehike in opravljam doktorski študij kriptografije tu v Kopru na Primorski univerzi. Od vedno so mi všeč računalnik in vse, kar je povezano s področjem novih tehnologij. To je osnovni vzgib, ki me navaja, da poglobim poznavanje aplikacij v realnem svetu. Real world applications and stuff. I'm Sadmir, I'm coming from Bosnia. Moje ime je Sadmir, prihajam iz Bosne in sem PhD študent kriptografije. V Koper sem prišel pred 1 letom. Odločil sem se za ta študij, ker je kriptografija zame zelo zanimiva. Veseli me iskanje določenih šifer in poskusi, da jih natanko analiziramo. Skratka, področje je zame zelo zanimivo. Moje ime je Amar, prihajam iz Bosne, zdaj sem na 1. letniku doktorskega študija kriptografije. Celo življenje sem rada imel matematiko, ampak ne to sploh teoretično, nekaj bolj primenljivega. In kroz kriptografijo sem videl, da lahko se zanimam s tem matematičnim delom, ampak tudi lahko in praktično, da vidim, kaj se dogaja v ozadju. Po tej kratki predstavitvi bi vas doktorica Nastja Cepak prosila, če spregovorite nekaj besed o zgodovini kriptografije. Morda ravno iz tega bomo izvedeli kaj več o tem, kaj pravzaprav ta panoga je. Osnove kriptografije so v bistvu obstajale že pred našim štetjem, ker neka osnovna potreba, predvsem za neke vojaške namene, prikrivati informacije pred nekim nasprotnikom, je že zelo, zelo stara potreba človeštva. Ene najbolj takih tudi popularno znanih šifer je uporabil tudi že Julij Cezar, poznamo Cezarjevo šifro in podobno. Do nekega preloma, ko lahko začnemo govoriti o začetkih, v bistvu tega, kar je postalo sodobna kriptografija, pa bi verjetno bila nekako 2. svetovna vojna, ko smo imeli tudi zametke prvega računalnika in so se te koncepti informacijske tehnologije začeli rojevati. Seveda s tem, ko je prišel internet, ko smo dobili bolj zmogljive računalnike, se je seveda način, kako razumemo kriptografijo in kaj so v bistvu zahteve kriptografije, so se zelo spremenili. Tako da zdaj govorimo o raznih tipih šifer, simetričnih, asimetričnih, vse pa temeljijo na nekih matematičnih problemih, na nekih matematičnih konceptih. Lahko rečemo, da je bil Alan Turing nekako oče te moderne kriptografije, ali je to zgrešeno? Kriptografija kot take v bistvu ne. On nam je
omogočil, da lahko govorimo o kriptografiji na sodoben način. Mogoče oči kot kriptografije kot take pa mogoče niti ne. No. Smiselna sodobne kriptografije, tudi ker nekako ga povezujemo z enigmo in zagonetko, ki je zaposlovala angleške oziroma zavezniške sile, zato da bi razumeli, kako si sporočajo Nemci informacije med seboj. V tem aspektu definitivno. Mogoče tradicionalno pač on je naredil prvi Turingov stroj, prvi v bistvu model, po katerem še danes dojemamo računalnike in njihovo delovanje in s tem je v bistvu sploh omogočil razvoj informacijske tehnologije, kriptografije in ostalega. To seveda. Zdaj, kriptografija je pojem, ki zaobjema pravzaprav eno široko področje. Definitivno. Mogoče, če rečemo kriptologija kot taka, zajema kriptografijo pa kriptoanalizo. V grobem lahko rečemo, da kriptografija se ukvarja z izdelavo novih šifer, z zagotavljanjem njihove varnosti in podobno. Na drugi strani imamo kriptoanalizo, ki poskuša te šifre razbiti, išče njihove pomanjkljivosti in nekako sodelovanjem med kriptografijo in kriptoanalizo ugotavljamo, kakšne lastnosti morajo šifre imeti, kako jih zagotoviti in po drugi strani razvijamo vedno močnejše in bolj učinkovite napade na te šifre. Tako da v bistvu imamo dve področji, ki v štric napredujeta in si izmenjujeta znanje in informacije. Seveda, to znanje in informacije je lahko uporabljeno v dobre ali v slabe namene. Definitivno, ja. Srečujemo tako ali drugače zgodovinsko tudi dosti napadov, za katere akademski svet ni vedel, pa kar naenkrat se pojavi nek praktični napad, predvsem na kakšne internetne protokole in podobno, kar naenkrat vidimo, da določeni deli računalniške varnosti, kot jih imamo vzpostavljene, niso več varni. Pri kriptografiji se dostikrat zgodi tudi, da so določeni napadi oziroma določene šifre, da jih razvijajo čisto zasebne skupine, ki jih ali financirajo neposredno države za nek svoj notranji razvoj in podobno. Tako da v danem trenutku ne moremo biti v bistvu povsem prepričani, kakšne vse napade kot človeštvo vse poznamo. Ker so nekateri mogoče še skriti, niso bili javno objavljeni, mogoče določene šifre, njihove izboljšave še niso bile javno objavljene, tako da glede tega je to zelo zanimivo področje. Vi se ukvarjate vsak s svojim področjem, pravzaprav tukaj bi lahko omenili, katera so vaša specifična področja. Ja, tako je. Mi smo v okviru večini se vsi ukvarjamo s kriptografijo. Rene se ukvarja z določenimi deli še kriptoanalize in Samir, ki je na postdoktorskem študiju, se tudi ukvarja s kriptoanalizo, tudi povezavi s kvantnimi računalniki. Drugače pa dajemo kar poudarek analizi Boolovih funkcij z zelo visokimi nivoji nelinearnosti, pa naj bojo zdaj to ukrivljene funkcije, APN funkcije in tako naprej, je zelo dosti različnih razredov teh funkcij. Ideja teh visoko nelinearnih funkcij pa je, kako preprečiti določene napade na primer bločne šifre. Želimo si, da bi bile komponente, ki so uporabljene v funkciji, odporne na določene, naprimer linearne napade, algebraične napade, diferencialne napade. Ena od lastnosti, ki jih morajo funkcije zadovoljiti, zato da so odporne na te napade, je naprimer, da imajo čim višjo nelinearnost. Kako ugotoviti, kakšne so potem strukture te funkcije, kako jih najti, kako se obnašajo še glede na druge lastnosti, ki so zahtevane. To je potem stvar, ki jo mi preučujemo. Tako ste govorili, recimo, da bi lahko rekli, da ste govorili kitajsko za nas, ker Booleve funkcije, nelinearnost in tako naprej bi morda malce poenostavili tudi za tiste, ki v resnici o tem ne vemo ničesar. Imamo funkcije, ki slikajo nule in enice v nule in enice. To so v bistvu za nas Boolove funkcije, večinoma delamo samo z nulami in enkami. In hočemo ugotoviti, na kakšen način bi se slikale nule in enice v nule in enice, tako da recimo temu bi se funkcijo čim težje opisalo na nek primitiven, enostaven način. Če se da funkcijo opisati na nek enostaven, primitiven način, recimo temu, da je linearna, to je zdaj zelo nestrokovno in ne matematično povedano, ampak recimo, da smo se nekako približali nekemu instinktivnemu opisu tega. Mi gledamo, kako se da funkcijo
čim bolj odmakniti od tega enostavnega zapisa. Če se jo da enostavno zapisati, se jo da enostavno razumeti njeno delovanje in se jo da lažje napasti. Mi se hočemo tega odmakniti. Govorimo vedno o prenosu nule in enice z enega na drugo mesto. Torej, tista najbolj ranljiva točka je v tem prehodu. Ja, tako je. Ponovadi, ko pošilja se podatke od osebe A do osebe B, tisto, kar nas ponovadi najbolj skrbi, kar se tiče kriptografije, je ta nevaren kanal vmes. Kaj vse se lahko zgodi v tem nevarnem kanalu, nekdo ti lahko prisluškuje, nekdo lahko spremeni tvoje informacije, nekdo lahko začne poosebljati tebe in se pretvarja, da je oseba A in poskuša komunicirati z osebo B in druge podobne stvari. Te probleme se rešuje dejansko z različnimi tipi funkcij in šiframi in z digitalnimi podpisi, s heširanjem in s podobnim. Eden od teh aspektov je, da oseba A zašifrira svoje podatke, tako da se informacije, ki so poslane do osebe B, niso potem vsem vidne, so zavarovane in ko enkrat oseba B prejme te podatke, jih lahko dešifrira, torej nekako jih odvije in noter najde tisto osnovno sporočilo, ki v bistvu oseba A pošilja. Tako recimo, da ko si pošljemo eno sporočilce v WhatsApp od enega do drugega, v bistvu se tisto naše sporočilce, ki smo ga na začetku napisali, odkrito spremeni in potem na drugi strani pride do osebe B spet odkrito. Ja, tako je. To je ta end-to-end encryption, ki si jo želimo implementirati v bistvu na čim več aplikacijah, serverjih, računalnikih in tako naprej. Ko se sicer informacije pošilja, so šifrirane na več nivojih. En tip šifriranja je zato, da ne izgubljamo podatkov, en tip zato, da dokažemo, da nič ni bilo vmes spremenjeno, en tip zato, da zagotovimo, da noben drug ne more videti naših informacij in podobno. End-to-end encryption, ideja tega pa je točno to, da med osebo A in med osebo B noben umestni igralec ne more razumeti informacij, ki potekajo. Niti tisti, ki je vzpostavil kanal, torej recimo govorimo o WhatsAppu, o Telegramu, o Signalu in vseh drugih podobnih aplikacijah. Tisto, kar bi si želeli z vidika varnosti, je, da niti operater, niti tisti, ki je naredil aplikacijo, nima nikjer shranjenih ključev in sta dejansko samo oseba A in B tisti, ki sta sposobni izmenjati neke šifrirane podatke. To pomeni, da so ključi nekako v vsakem primeru skoraj osebni. Ja, definitivno. To je v bistvu ideja ključev. Zasebni ključi oziroma ključi za šifriranje bi morali načeloma biti ali shranjeni samo pri osebi, ki jih uporablja, ali zavarovani na kakšen drug način, tako da do njih lahko dostopa in jih uporablja res samo tista oseba, ki je njihov lastnik. To implementirati v praksi je včasih kar težko, tukaj že govorimo o upravljanju s ključi, obstajajo celotni sistemi, ki skrbijo za to in to je že v bistvu čisto novo področje raziskovanja praktičnih aplikacij, hardware rešitev, ki skrbijo samo in izključno za to. Tako to je eno od bolj pomembnih vprašanj, ki se jih rešuje v praktični strani uporabe kriptografije. Študij kriptografije, potem morda bomo še se malo poglobili v to, kaj pravzaprav v resnici vi konkretno delate, ampak nekdo mora vse to financirati. Zdaj recimo, je težko, da financira nekdo, če potem od tega nima ničesar. Tisti, ki upravlja WhatsApp. Kaj lahko on od tega ima, po eni strani, po drugi strani, kako smo mi lahko gotovi, da, kot ste prej povedali, nima možnosti, da vsaj on pogleda v to. Mogoče najprej, kako bi bili mi lahko sigurni, da kreatorji nimajo dostopa do tega. Mi kot končni uporabniki zelo težko, do skoraj nemogoče. Tukaj je potem vprašanje tega, kdo je naredil aplikacijo, tudi slišimo zelo dosti tega, to je ameriška aplikacija, nam prisluškujejo, to je kitajska aplikacija, nam prisluškujejo, tega je zelo dosti. Tukaj je v bistvu potem malo še treba gledati, kdo je naredil, kako je naredil, kje imajo neke databaze, kje ne bi bili shranjeni podatki. Tisti, ki mogoče malo več znajo, lahko pogledajo, če je to možno, nekakšno notranje delovanje aplikacije, ampak za večino končnih uporabnikov vedeti za 100% recimo temu, kje so njihovi ključi shranjeni, da res niso bili podvojeni nikamor, je pogosto zelo težko ugotoviti. Mogoče po drugi strani, kako so potem financirani, če so to zastonjne aplikacije,
Vidimo v bistvu zelo dosti rešitev, reklame, mikrotransakcije, dosti aplikacij na koncu tudi prodaja, seveda neke informacije naprej za analizo podatkov, za analizo uporabnikov in podobno. Če bi se vaša skupina lotila tega, da preuči, če so WhatsApp sporočila res varna, bi vi to lahko uspeli narediti na taka raziskovalna skupina, kot je vaša ali nekaj podobnega, recimo za eno univerze ali nekdo neodvisen? Ena stvar, ki bi bila verjetno potrebna pri temu, je bi mogli dobiti dejansko pogled v to, kako je aplikacija sama skonstruirana. Recimo, lahko bi pogledali, kako poteka pretok informacij, lahko bi analizirali informacije, ki prihajajo neposredno iz aplikacije, lahko bi poskusili izvesti kakšne napade na njo, da vidimo, če se da kakšne informacije izčrpati, ampak to je samo en del. Drugi del je že čisto hardverski, kje so ključi shranjeni, kako garantiramo, da pri kreaciji novega profila oziroma pri kreaciji nove seje niso ključi hkrati shranjeni kje druge. In čisto zadnja stvar, ki je dejansko tudi aktualna, kako vemo, da algoritem, ki se ga trenutno uporablja, pač vemo, da je dosti algoritmov varnih in zelo v redu. Hkrati pa so v ozadju in nove ugotovitve in tako naprej, da naprimer NSA lahko zlomi določene kriptografske algoritme, ki se jih še vedno splošno uporablja, pa mogoče neka širša javnost tega še ne more. Tako da vprašanj pri temu je dosti. So pa določeni, ki so absolutno varni, definitivno AES in podobne, ki se jim da zaupati. Recimo, vi konkretno uporabljate ta sredstva ali glede na vašo izobrazbo, na vaše zanimanje se ne zanesete in določenih svojih podatkov kakorkoli nikdar ne date v ta sistem? Mislim, da je za vsakega posameznika zelo dobra ideja, da nikoli vseh svojih podatkov ne da, ne na internet, ne jih posreduje preko nekih aplikacij za komuniciranje. Jaz načeloma rada uporabljam Telegram in Signal, se mi zdi ta v redu aplikacija. Drugače pa je dejansko do vsakega posameznika odvisno tudi za čisto normalen pogovor, če se uporablja že normalne SMS-e, zakaj pa ne za nek normalen pogovor. Seveda pa svojih zares osebnih podatkov, nekih varnih podatkov, svojih gesel in podobnega, če jih ne damo na internet, ne bojo na internetu. Če jih damo na internetu v kakršnikoli obliki, vedno obstaja neko tveganje, da se bojo pa vseeno nekje našli. To je že ne tehnično neka rešitev. Ne. Ampak se vsi ti podatki nekje hranijo, torej si predstavljamo, da vse to, ves ta pretok informacij, ki je zdaj, mislim, na svetu ogromen, si ga niti ne znamo predstavljati, samo če pomislimo, koliko vsak od nas uporablja te stvari in nekateri jih uporabljajo tudi zelo, zelo pogosto. Je res, da se vse to hrani, imamo ene serverje ali kaj vem jaz, računalnike, mega računalnike, ki to hranijo, ali v določenem trenutku to zgine? To je odvisno tudi od tega, katere kanale uporabljamo, ampak načeloma kaj vemo, da se hrani. Vemo, da NSA shranjuje skoraj vse e-maile, ki so izmenjani v ZDA in druge informacije. Vemo, da Facebook shranjuje dosti informacij, vemo, da Google in podobni shranjujejo in si ustvarjajo ogromne databaze teh podatkov in moramo upoštevati, da če gledamo denar, ki je bil v zadnjih 5+ letih namenjen raziskovanju, največji procent denarja za raziskovanje je bilo namenjeno obdelavi big data, torej obdelavi izjemno velikih količin podatkov na tak način, da se iz njih da povleči uporabne informacije o obnašanju populacije, množic in podobnega. Tako da seveda se ne čisto vsak podatek, ki pride na internet, shrani nekam. Tisti podatki pa, ki so dani recimo temu ali večjim korporacijam ali ki so poslani v določenih državah, v tem primeru pa ja, lahko zelo realno pričakujemo, da to bo shranjeno in da na eni točki tudi bo obdelano. Tako da se lahko zelo, zelo zamislimo v vse to, morda bolj od tega, kar si predstavljamo, ker se nam zdi pravzaprav vse tako strašno enostavno, v resnici potem lahko enostavno ni. In tudi se zavedamo, pravzaprav, kadar kaj iščeš na Googlu, ti potem hitro ponudi druge rešitve, o katerih si jih že prej raziskoval, torej pomeni, da si je nekje zapomnilo to naše zanimanje. Ja, Googlovi algoritmi so glede tega zelo dobri. Evropa zdaj uvaja vedno bolj
GDPR in podobne zakone, ki poskušajo omejevati, koliko naših podatkov se sploh sme obdelati, na kakšen način se sme obdelati in to je definitivno zelo dobra ideja strani zasebnosti, varnosti in podobnega. Se moramo pa zavedati, da to ni implementirano v vseh državah. Teži se seveda tudi k temu, da če so, ne vem, tuje aplikacije, pa jih uporabljajo Evropejci, da bi še vedno mogli tudi tuje aplikacije upoštevati, da evropejskih informacij in zasebnih podatkov se ne sme shranjevati na tak način. Seveda pa je še vedno vprašanje, koliko je to v praksi implementirano in koliko se to sploh v praksi da nadzorovati. Govori se tudi o napadih na te velike podatkovne baze, iz katerih nekateri potem zbirajo te podatke in jih uporabljajo za svoje stvari. In se je govorilo, ne vem, če se ne motim, prav v Facebooku, da so napadli in pobrali ne vem koliko podatkov ogromnega števila zasebnikov. Ja, teh podatkov je v bistvu na dnevni ravni zelo dosti pri večjih, pri manjših firmah. Kako jih preprečiti? 10 različnih napadov bo izkoristilo 10 različnih specifičnih varnostnih lukenj v sistemu. Tako da govoriti glede tega, kako točno implementirati neko varnost že na strani korporacij, ki imajo te podatke, je dejansko zelo težko. Ampak se moramo zavedati, da pač dokler bojo obstajale take množične hrambe podatkov, tako ali drugače bo obstajala možnost, da bojo ukradeni te podatki. Tudi če so zašifrirani, tudi če so, ne vem, zavarovani, mogoče celo fizično odstranjeni iz interneta, to je mogoče še najboljša varianta, ampak jo je pogosto težko implementirati. Bojo vedno možnosti kraje. Tudi če jih anonimiziramo in podobno, kar recimo zdaj GDPR zahteva, da tudi ko obdeluješ podatke, morajo biti anonimizirani in podobno, še vedno se iz te množice podatkov da črpati zelo dosti informacij o populaciji kot taki. Gosti oddaje Heureka so člani Centra za kriptografijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, doktorica Nastja Cepak in doktorski študenti Sadmir Kudin, Rene Rodriguez Aldama in Amar Bapič. Vi, ki ste pa univerza, torej ste ena raziskovalna skupina, ki je v bistvu nevezana na trg, s čim se pa vi torej ukvarjate? Kakšno je vaše področje dela? Ker nekako doslej smo govorili o stvareh, ki so vsekakor vezane na določene korporacije, ki imajo določene zahteve. Torej, v bistvu večina, kar smo do zdaj govorili, bi se lahko pokrilo z nekim splošnim konceptom računalniške varnosti, kar je izjemno široko področje. Mi specifično smo vseeno matematiki, tako da specifično, kar mi delamo, je v veliki večini vezano na neko dolgoročno izboljšave varnostni šifer, ki se bojo uporabljale v praksi. Torej, mi raziskujemo to z matematičnega vidika, delamo neke manjše matematične korake v smer tega, da bi bile šifre bolj odporne na napade, da bi se jih težje napadlo, da bi bilo šifriranje boljše. Enkrat, ko pridemo mi do matematičnih zaključkov temu, pa je seveda še zelo dosti korakov, preden je ta stvar implementirana v praksi. To mora biti implementirano v softveru, v hardveru, mora biti prirejeno tako, da je šifra hitra, učinkovita in šele potem pride do tega, da morda bi se za določeno aplikacijo to dejansko implementiralo v praksi. Šifer kot takih je zelo dosti. Velik procent tega v praksi ni bil še nikoli uporabljen. Obstajajo tudi določeni standardni šifrirni, ki so izbrani skozi v bistvu več let krogov, v katerih počasi eliminirajo slabše kandidate, dokler ne pridejo do boljših, ki so potem predlagani svetu kot določeni standardni šifrirni. Kaj pomeni pravzaprav točno šifra? Okay. Lahko recimo rečemo, da je šifra nekaj. Na začetku imamo tekst, mi mu ponavadi rečemo plain text, torej tekst, kot bi ga tudi mi lahko prebrali. Potem pa ga ta tekst vzamemo, ga sprocesiramo skozi določen algoritem in ponavadi ima ta algoritem tudi določen šifrirni ključ kot eden od vhodnih podatkov. Plain text in ključ
se potem skozi funkcijo nekako združi, se premelje in tisto, kar dobimo na koncu kot izhodni podatek, je nek tako imenovan ciphertext, torej zašifriran tekst. Te škatli, v kateri se zgodi mešanje ključa in vhodnega nekega sporočila, ne na čim bi lahko temu rekli šifra. To je to, kar šifra naredi. Vzame ključ, vhodni podatek, jih premelje in izpljune na koncu ven zašifriran tekst. In na drugi strani je spet ena druga škatla, v katero pride ta, v tisto škatlo vstaviš en drugi ključ ali isti ključ, to je odvisno od vrste. Ne? In potem pride spet tisto jasnopis, ali kako bi ga lahko klicali. Ja, točno tako, ja. Samo da jaz si še zmeri, glede na svoja leta, glede na vse skupaj, težko predstavljam, kaj naredite vi, ko pridete v vaš laboratorij in kaj konkretno začnete delati. Ne vem, zjutraj pridete in se pozdravite? Ja, se pozdravimo. No. Mi imamo v bistvu srečo, da kot matematiki neke zelo res velike opreme kot take ne potrebujemo. Glavne stvari, ki jih potrebujemo, so z hardware vidika. Je v bistvu računalnik je dovolj sposoben, da lahko preverimo neke naše hipoteze, da lahko na njemu kreiramo določene primere in podobno. Tukaj pač rabimo dovolj dobre procesorje, ki lahko sprocesirajo dovolj bitov, da lahko simuliramo dovolj velike šifre. Poleg takega računalnika pa v bistvu rabimo dostop do interneta, ker moramo tudi biti na tekočem, kaj se trenutno dogaja, kakšni novi članki so bili objavljeni. To je namreč zelo aktualno področje raziskovanja, novih ugotovitev je vsak dan dosti. Tako da po eni strani moramo biti na tekočem s tem, kaj se dogaja. Potem pa, ko imamo zmogljiv računalnik, ko vemo, kaj se trenutno dogaja, se dostikrat reducira na to, da rabimo mogoče ali naš laptop ali list papirja pa svinčnik. In potem začneš razmišljati, kaj bi se dalo izboljšati, mogoče kakšen aspekt v nekem potencialnem reševanju problema še ni bil pregledan. Izmenjava idej je tukaj zelo pomembna, torej da imaš ekipo, s katero lahko govoriš, premlevaš neko novo vprašanje, hitro nekako iščeš, kaj bi se dalo to pogledati. Ok, ne, v bistvu si pozabil na to in to, zaradi tega se tega ne da oziroma ni več relevantno. Ok, kaj pa drugi aspekt, kaj bi se dalo to, pa se usedeš, izpišeš mogoče najprej na papir, kako bi sploh izgledalo, implementiraš mogoče kakšno idejo, testiraš. Take v bistvu stvari se dogajajo. Končni rezultat je potem, ko vidiš, da imaš dovolj gradiva, se na koncu pišejo članki. To pomeni, da se nekaj ljudi zbere, ali lahko je tudi samo en posameznik, zbere neke svoje ideje z istega področja v eno koherentno celoto in iz tega potem napiše članek, ga objavi, ga predstavi na konferencah. Tako da, kot vidite, matematika je tista neka najbolj osnovna prva plast, kjer se sploh začenja gradnja bodočih šifer, ki jih bomo uporabljali. Tako da najprej matematična akademija nekako naredi svoje. Enkrat, ko imamo teoretične sploh predloge šifer, lahko potem gledamo, kako se jih da še optimizirati, implementirati in na koncu, ko so dovolj varne, ko jih tudi cela akademska skupnost pregleda, poskusi napast. To je dejansko eden od bolj pomembnih korakov, da je dovolj časa, torej govorimo v bistvu o nekaj letih v praksi, ko pride predlog nove šifre ven, da ima celoten svet možnost razbiti to šifro. In poskušajo implementirati razne napade na njo. Če kakšen napad uspe, je seveda ta šifra zlomljena in se lahko ali zavrže ali pa poskusi izboljšati in zakrpati kakšne luknje. In šele potem, ko vsi vidijo, da v bistvu je ne morejo napasti, potem se lahko šele to šifro obravnava za kakšne uporabe v praksi. Koliko je delež človeškega uma, oziroma koliko bi lahko to vaše delo, te vaše simulacije naredilo tisto, kar imenujemo umetna inteligenca? Moram reči, da je še vedno zelo velik delež pride iz čisto intuicije, ki jo nekako ustvariš skozi leta. Verjamem, da bi dosti stvari lahko, recimo mogoče tudi umetna inteligenca poskusila, ampak mislim pa, da vsaj zaenkrat umetna inteligenca ne bi mogla priti do nekih zares novih prebojev. Dostikrat dobimo nove šifre zaradi tega, ker nekdo ima enostavno nek preblisk in pride do nekega koncepta, ki je enostavno drugačen od vsega, ker so poskusili kadarkoli prej v preteklosti. In ta nov koncept
lahko se izkaže, da v bistvu ni dober in da je v bistvu ranljiv na kakšne stvari, včasih pa se izkaže, da je to nekaj dejansko, ki je absolutno novega in je toliko drugačen od vsega, kar je bilo že prej poskušeno, da tudi napadi, ki jih do zdaj poznamo, še niso prirejeni temu novemu konceptu. In iz tega lahko dobimo novo šifro. Torej, število šifer je v nekem smislu končno, ne gremo v neskončnost ali kako gre s tem? Po eni strani lahko v bistvu rečemo, da je končno že samo zrejte, ker če se omejimo na končno število bitov in gledamo šifre na končnem številu bitov, je enostavno končno mnogo. Permutacije ene so dobre, ene so slabe. Če razširimo naše potencialna sporočila, ki jih gledamo, mogoče bi lahko govorili tudi o neskončnem številu šifr. To je že odvisno tega, kaj si vzamemo za definicijo neke šifre. Definitivno šifre, ki jih bomo obravnavali oziroma ki bojo relevantne, jih je definitivno končno število. Recimo v tem trenutku, na koliko šifrah delate po svetu, tako približno, govorimo o enem redu, ne govorim, da jih je 10, jih je 1000, jih je 100 000. Če se recimo omejimo na določene tipe šifer, pri asimetričnih je najbolj aktualen RSA in eliptične krivulje. To seveda se lahko v bistvu na to gleda kot na dve večji skupini šifer, ki se jih potem lahko uporablja še v različnih kontekstih. Pri drugih tipih šifer, recimo pri bločnih šifrah, imamo AES, ki je trenutno svetovni šifrirni standard. Ampak spet AES lahko uporablja s krajšim ključem, z daljšim ključem, lahko ga uporablja še v kakšnem drugem kontekstu in je tudi več načinov njegove implementacije oziroma uporabe. Pri pretočnih šifrah imamo spet več kandidatov, tako da mogoče, da rečemo, da je definitivno pod 100 družin šifer, ki so kot take splošno uporabne in v neki splošni uporabi. Moramo upoštevati tudi, da sproti, ko se ugotavlja določene ranljivosti v šifrah, potem počasi grejo iz obtoka. Nek prehodni čas je vedno potreben. Ne moremo z danes na jutri po celem svetu, da se ena šifra neha uporabljati in da se jo kar odstrani iz tega števila. Tako da definitivno jih ni neskončno. V praksi ne govorimo o 1000 šifer, ki se zdaj uporabljajo v praksi. Lahko pa govorimo o 1000 šifer, ki načeloma obstajajo in imajo razne lastnosti. V vaši skupini se ukvarjate s eno določeno vrsto šifer ali ste odprti na več tipov šifer in po drugi strani me zanima, ne vem, kakšen je bil na tem področju vaš največji uspeh? Ne vem, ste uspeli razbiti eno šifro ali ste uspeli pomagati pri tem, da se ustvari ena šifra, ki je bila doslej še neranljiva? Naš recimo fokus je definitivno trenutno na simetričnih šifrah, mogoče malo bolj na bločnih, čeprav delamo in bločne in pretočne, torej block ciphers in stream ciphers. Eno od največjih takih stvari, ki mogoče jih lahko menimo, naš mentor je tudi sodeloval v skupini, ki je razvila šifro, ki je bila potem uporabljena v 3G protokolu, torej za telekomunikacije in za mobilnost. Tako da to je eno od takih recimo večjih stvari, ki je na koncu prišla v uporabo. Ena zelo uporabnih je tudi, če omenimo CDMS-A protokol, ki se tudi uporablja v telekomunikacijah. Naš mentor je tudi v sodelovanju še s kitajskimi raziskovalci so uspeli priti do rešitev, ki omogočajo v bistvu podvojitev največjega možnega števila uporabnikov v omrežju. To so take rešitve, kjer lahko zelo hitro vidimo neko neposredno uporabnost v njih, kako se jih dejansko da uporabiti v praksi za izboljšanje delovanja ali šifer ali nekega zmogljivosti v mreži. Omenili ste napade, vi tudi poskušate napadati šifre zato, da bi jih preučili ali ne? To v večini dela zdaj naš sodelavec Samir, ki je na postdoktorskem študiju. Rene tudi do neke mere, jaz sama ne tako dosti, se s tem v bistvu še nisem ukvarjala, tako da tega področja ne poznam toliko dobro kot ostalih, ampak to je en del, s katerim se tudi kriptocenter ukvarja. Ja. Kaj bi vprašali Reneja o tem? Yeah, okay, so as already mentioned by Nastya, there are two words in cryptography, right? Kot je povedala Nastja, imamo v kriptografiji dve možnosti. Ali smo dobri fantje, ki pripravljajo varne šifre, ali slabi fantje, to smo kriptoanalisti, ki skušamo razbiti šifre. To bi lahko bilo uporabljeno v slabe namene. V resnici pa gre naše delo v skupno smer, da šifre zaščitimo, da v njih najdemo ranljive točke.
Trudimo se iskati vzorce v nešifriranem tekstu in v šifriranem tekstu, torej način, kako povezati vzorce v čistopis in vzorce v šifropis in preverjamo, če so v ključu ranljivosti. To lahko dosežemo tako, da kode napadamo z različnimi orodji, naprimer statističnimi, ki nam pomagajo ugotoviti, kje so šibke točke. Right now, I mostly work on correlation immune functions. I don't know, they are mostly used for stream ciphers. Trenutno pretežno delam na korelacijskih funkcijah, ki se večinoma uporabljajo za pretočne šifre. Pri tem združimo več funkcij, ker če uporabimo samo eno funkcijo, bo verjetno nekdo lahko razbil šifro. Če pa imaš več funkcij, jih lahko kombiniraš tako, da postane težko izvesti napad na tvojo začetno funkcijo. Ena od lastnosti, ki jih mora imeti funkcija, je korelacijska imunost ali korelacijska odpornost. To predstavlja neke vrste simetrijo funkcije, ki si jo želimo. Tako prav zdaj poskušam zgraditi funkcijo, ki bi bila učinkovitejša od tistih, ki jih že imamo. V bistvu sem dober fant in poskušam sestaviti nekaj, kar bi bilo bolj učinkovito in bolj varno kot to, kar že imamo. Yeah, I'm basically a good guy and trying to construct something that will be more efficient and more secure than something that we already have. Glede tega, s katerim se ukvarjam, je tudi kriptografija, boljše duali v določenih funkcijah. Namreč danes, ko promatramo te funkcije, dosti ima ti skritih lastnosti, katere še ne vemo in jaz se ukvarjam s temi, da bolj razumem, kakšna je struktura v ozadju in ko bomo vedeli, kakšna je res struktura tih funkcij, bomo mogoče uspeli, da naredimo nove funkcije ali da vemo, zakaj ima te lastnosti, kot jih ima. In tudi mogoče tudi, da predstavitev odločenih funkcij z grafih, določeno povezavo, da mogoče vidimo razlike med določenimi funkcijami prek njihovih grafov. Vaša skupina je doživela konec prejšnjega leta tudi en uspeh, ker je vaš mentor, profesor Pasalik, prejel Zoisovo nagrado in ravno zaradi dela, ki ga opravlja tu na Univerzi na Primorskem. Ja, tako je. Konec prejšnjega leta je naš mentor dobil Zoisovo nagrado za delo na področju kriptografije. On je izvrsten res matematik in zagret kriptograf, ima ogromno objavljenih člankov v najboljših svetovnih revijah. Glavno, že številna leta deluje intenzivno na tem področju in kar se tiče bločnih šifer, kriptografskih primitivov, je dejansko eden od vodilnih svetovnih raziskovalcev na tem področju. Tako da smo bili zelo navdušeni na to nagrado, on tudi in si jo je res zaslužil. Vaš mentor je na Švedskem, če sem prav razumela, seveda prihaja tudi v Koper, kadar si vi pošiljate sporočila, si jih šifrirate na vaš poseben način? Na tem področju zaenkrat še ne, ker morate v bistvu razumeti, da vse, kar mi delamo kriptografsko, je na koncu javno objavljeno. Tako da to, kar delamo, ni skrivnost, cel namen tega, kar mi delamo, je, da je na koncu javno objavljeno, da širša skupnost pregleda naše rezultate, da vidi, če so resnični, tudi to mi neprestano delamo, mi tudi neprestano preverjamo v bistvu rezultate ostalih svetovnih matematikov. Nič ni objavljeno v nobenem znanstveni reviji, ne da bi prej skupina strokovnjakov na tem področju to prej pregledala, zagotovila, da so rezultati pravilni in podobno. Tako da ne, naših mailov, ki jih izmenjujemo na področju, predvsem pač z matematičnimi temami, ne šifriramo. Je bilo pa zanimivo, 3 mesece sem bila v Parizu na izmenjavi v sklopu mojega doktorskega študija in na INRIA inštitutu in da smo imeli tudi probleme med teorijo in prakso. Teoretično so od njih zahtevali, da bi mogli prav tako podobno svojo korespondenco strogo varovati, da vsak tudi raziskovalni obisk, da bi ga mogli nadzorovati, kje, kam gre. In bolj kot so oni razlagali, da ne, da vse njihovo delo je javno, da to je cel namen tega, da je na koncu objavljeno v javnih znanstvenih revijah, bolj so oni zahtevali, da mora biti hkrati super zavarovano. Tako da to je mogoče eden od komunikacijskih problemov, ko teorija in praksa ne vejo točno, kaj se dogaja na drugi strani.
Poslušali ste oddajo Niza Heureka, v kateri smo se s člani Centra za kriptografijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, doktorico Nastjo Cepak in doktorskimi študenti Sadmirjem Kudinom, Renejem Rodrigecom Aldamo in Amarjem Bapičem pogovarjali o tej pomembni znanstveno-raziskovalni matematični panogi. Prevode posegov je prebral Janez Beličič, urednica oddaje pa sem Marija Brecelj. Prisluhnete nam lahko tudi preko spleta na strani www.sedesfjk.raj.it.